Tokrat boste v oddaji Bravo nogomet doživeli dvojno dozo vrhuncev tekem Ašk Bravo v drugi slovenski nogometni ligi. Videli boste najlepše trenutke tekem proti Dobu in Iliriji. V našem studiu smo gostili trenerja selekcije U9 Žana Babnika, ki je razložil, kako veliko željo po nogometu imajo njegovi fantje in kako delujejo na tekmah in treningih. V rubriki Drugi ONK Bravo vam tokrat predstavljamo nekdanjega slovenskega reprezentanta in še lani trenerja Brd Tončija Žlogarja. Tudi tokrat bo vaš gostitelj Srečko Ferlež. Prisrčen dober dan, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, in lepo pozdravljeni v novi oddaji Bravo nogomet. Tokrat si boste lahko ogledali kar dvoje vrhuncev tekem ekipe Ašek Bravo v drugi ligi. Najprej so prejšnji teden igrali proti Dobu, nato pa so se merili na šišenskem derbiju proti Iliriji. V našem studiu pa danes gostimo trenerja selekcije U9 Žana Babnika. Žan, zdravo. Bravo. Na začetek me zanima, kdaj začne selekcija U9 s treningi, kajti vemo, da člani, kadeti in mladinci trenirajo že od konca meseca junija. Kako pa je s tvojo selekcijo? Ja, načeloma je tako, da s pripravami novo sezono začenjamo približno 1. avgusta, sicer to malo potem pokombiniramo s selekcijami U8 in Cici, zato ker so fantje po večini na dopustu, dokler se ne začne šola, in potem nekako s 1. septembrom, oziroma v prvem tednu septembra, začnemo ločeno trenirati z različnimi selekcijami in potem začnemo resno delati s tistimi fanti, ki pridejo. Kako pa je s fanti in z njihovo željo po igranju tekem? Najverjetneje je to zanimanje oziroma navdušenje nad igranjem tekem na začetku sezone zelo visoko. Ja, jaz mislim, da sploh med tem časom, ko so na počitnicah oziroma na morju, da po večini kar pogrešajo ta nogomet in da se res veselijo, ko pridejo nazaj. Sem tudi od ene parih slišal, da tudi ne bi šli radi na morje, da bi radi bili na treningih in tako naprej. Tekma mi je pa tako vrhunc pol na konc tedna, ki oddelajo teh par treningov in jim je to na konc neka nagrada. Fantje so na tekmah verjetno zelo predani, torej ko dosežejo zadetek, se izjemno veselijo, ko pa jim kaj ne gre, so najverjetneje razočarani. Kako je s tem pri tvoji selekciji? Jaz mislim, da fantje to kar resno vzamejo kot tekmo. Sicer za nas trenerje je bolj to, da vidimo, kakšen napredek smo naredili čez teden oziroma kaj smo naredili na treningih, da se potem to pokaže na tekmah, kje lahko kaj izboljšamo, kaj smo dosegali, ampak mislim, da oni to kar resno vzamejo. Čeprav nas sicer rezultat ne zanima, nas bolj zanima igra in kaj smo s tem dosegali. No, sedaj pa so na vrsti prvi vrhunci, in sicer ekipa Ašek Bravo je v zaostalem srečanju 6. kroga odigrala tekmo proti Dobu, nato pa sledijo še najlepši trenutki šišenskega derbija med Ilirijo in Bravom. Srečko, postavljaj, ja, na ujed.
Po domač, fanta, ker tam na levo bomo odložili. Pisko je, začel se. Stari, pred bomo tole zmontirali, bo konc tekme. Tukaj bo TV? Tule, ja. Lega zdaj, tukaj žogo! Gremo! Kaj? Bomo prevrtili nazaj? S prenovljeno ponudbo prodajnih storitev zagotavljamo najboljši nakup. Big Bang. Boljša storitev, boljši nakup. Odkar imamo vse energetske rešitve pod eno streho, je vse drugače. Vsi smo brez skrbi, saj je v naš dom prišla dodatna toplina. Oči pravi, da je naša hiša dobila novo srce. Jaz pa vem, da je to v bistvu naša nova toplotna črpalka. Vse rešitve pod eno streho. Petrol. Energija za življenje.
Žan, ko pride nogometaš selekcije U9 oziroma ko so fantje že v pogonu nogometnega kluba Bravo, v tvojo selekcijo, torej v selekciji U9, s čim se najprej seznanijo oziroma kaj najprej spoznajo, ko govorimo o nogometni igri oziroma najverjetneje o nekih osnovnih nogometnih elementih? No, prva stvar je pri meni definitivno nasploh, da lahko delamo red in disciplina. Ne. Brez tega ne gre, glede na število fantov, ki ga imamo na treningih in da je ponavadi prisoten en oziroma dva trenerja, je na koncu res težko, če se ti vsi povprek derejo ali pa delajo karkoli drugega, tako da definitivno najprej to. To vzpostavimo že prvi trening, z igro pa začnemo proti koncu. Definitivno je prva stvar pri teh fantih, kakšna osnovna tehnika, navajanje na žogo, enostavna preigravanja, igra 1-1, sodelovanje v parih, v trojkah in pa seveda jih probamo čim bolj spodbuditi k temu, da vejo, kje igrajo, se pravi pri nas v Bravo. Kako pa potem sledi sama nadgradnja elementov, torej je še najverjetneje precej igre, ni tako strogo ali pač, kako vse skupaj izgleda skozi celotno sezono selekcije U9? Ja, definitivno povečamo zahtevnost vaj, ki jih delamo. Začnemo s čisto preprostimi vajami, potem jih vsakič kakšno stvar dodamo, kakšen nov element spoznamo. Nasploh pa v igri tudi neke zelo velike taktike oziroma taktike niti ni toliko prisotna. Sicer jih približno malo postavimo že pri teh letih, tako da vejo, kdo kaj igra, da poznajo različne pozicije na igrišču in pa različna odkrivanja, sprejemi in tako dalje. Videli smo že vrhunce tekme proti Dobu in tekme proti Iliriji, sedaj pa si pogledamo še zadnje izjave naših članov. Dejan Grabič, šišenski derbi in prepričljiva zmaga s 3-0, odkar obe ekipi igrata v drugi ligi. Ilirija oziroma Bravo ni dal manj kot 3 gole Iliriji. Torej, kako se ti počutiš oziroma kako si ti videl današnjo tekmo? Odlično se počutim, normalno. Nikakor ni bilo to tako lahko, kot se mogoče po rezultatu na koncu vidi. Spet moramo biti zelo zadovoljni s tem, kako smo izgledali v prvem polčasu. Imeli popolno kontrolo, 2 zadetka prednosti, fantje so, to je zdaj že 9. tekma v prvenstvu in smo zaključili ta nek ciklus izjemno. Ne? Tako da vse čestitke vsem, da so bili tako zelo borbeni, da niso odnehali, da so poskušali igrati to, kar želimo igrati. Zanimivo mi je bilo, ko sem nekako spremljal Domna Grila. Sredi prvega polčasa je poskakoval oziroma se nekako ogreval, kar nekako kaže, da Domen Gril ni imel dela. Kako gledaš ti na to, ta obrambni del današnje tekme? Mislim, da že nekaj tekem je tako, da na nasprotnik ustvarja veliko priložnosti. Se pravi, to je zaslužnik vseh 11 igralcev in tisti, ki pridejo noter. V končni fazi tudi vseh 18, kar dajo nek impuls sklopi, spodbujajo. Lahko smo zadovoljni s to neko urejenostjo v fazi branjenja. Spet velike pohvale, fantje garajo na treningih in to potem prenašajo na igrišče. Če se še nekoliko osredotočimo na tekmo, drugi polčas je bil z naše strani nekoliko zaspan, ampak potem gol v zaključku tekme, ampak kljub temu, kako si ti spremljal ta drugi polčas tekme? O teh stvareh se veliko pogovarjamo. Vsakeč hočemo v drugi polčas vstopiti na način, da pokažemo še več želje, še več energije. In tokrat se nam to ni šlo. Mislim, izgovor, slabo igrišče, zaspano vreme, vseeno kvaliteten nasprotnik, ampak mnenja sem, da je tukaj nek psihološki nastavek, da začnemo vodstvo braniti in ne napadamo naslednjega gola, da je to mogoče potrebovalo temu, da nismo šli s polno močjo ali pa enako kot v prvem polčasu. Vseeno pa smo tekmo lepo pripeljali koncu, z manj kontrole, kot bi si želeli, ampak na koncu zmaga 3-0, odlično. V zadnjih 15 minutah, ko je bila ta nekakšna zaspanost v naši ekipi, je Luka Žinko kako poveljnik v obrambi in tudi se mi zdi glavni akter na igrišču v smislu motivacije. Luka je bil zelo glasen v zadnjih 15 minutah. Je to nekako tvoj podaljšek oziroma zna bodriti svoje mlajše soigralce? Mi
recimo v primerjavi s prejšnjo sezono, ne, še vedno želimo našim največjim potencialom dajati veliko priložnosti mladim igralcem. Ne. Je pa ta razlika, da ti novi nosilci, ki so prišli še starejši, še bolj izkušeni, so nam dodali točno ta moment. Se pravi, Žinko, Zec, Džajić tudi s klopi v drugem polčasu, ko je šel na klop, je dodal energijo s klopi, tako da v teh momentih smo boljši kot lani in na dolgi rok nam bo to prineslo, jaz mislim, kar lepo število točk, ne nazadnje nam jih je tudi do sedaj. Gremo naprej, zdaj imamo pa tri tedensko pauzo skoraj od prvenstvenih tekem, ker imamo veliko reprezentantov, v naslednjih 2 tednih bojo odsotni. Super za nas, da se bomo postavili, imamo pokalno tekmo, imamo dobro prijateljsko tekmo, naredili bomo mini ciklus priprav in prišli še bolj pripravljeni v naslednjo serijo 5 tekem, ki se bo sledile v ritmu sobota, sreda. David Brekalo, šišenski oziroma ljubljanski derbi druge slovenske nogometne lige v 9. krogu je prepričljivo pripadel Bravu s 3-0. Kako si videl ti celotno srečanje? Veliko dela smo že opravili v prvem polčasu. Z 2-0 smo šli, ne? Tako da smo v bistvu tudi drug polčas smo imeli vse vajeti v svojih rokah, tako da še dal še en gol, ne? Zmaga prepričljiv. Glede na to, da Domen Gril, vaš vratar, ni imel praktično nobenega dela, pa sta bila vidva z Luko Žinkom oziroma v prvem polčasu z Darkom Zecom, ste imeli kar nekaj dela, ne? Ja, to je tako delo celotne ekipe, ne, faza branjenja, tukaj ni samo zadnja linija, tako da smo vsi v redu delali, dobro pressing naredili, ne, pa je vse lepo potekalo. Sedaj po 9 krogih 20 točk, to je verjetno nekoliko nad pričakovanji pred začetkom letošnje sezone. Ja, vse, kar je več, je absolutno super, ne. Tako da, ja, zdaj imamo pa 2 tedna, imamo premora, tako da fajn, da se malo spočijemo, bo to pa po nove točke. Žan, omenil si zametke taktike tudi pri selekciji U9, pa me zanima, niso najverjetneje nogometaši že fiksno določeni po igralnih mestih, tako kot smo to vajeni pri kadetih, mladincih in ne nazadnje pri članih. Verjetno tukaj pri U9 se precej rotira, kar zadeva spoznavanja igralnih mest. Ja, definitivno. Tukaj sploh ni nobeno mesto fiksirano. Tudi jaz na treningih zahtevam, da vsi igrajo vse. Tudi na gol morajo iti vsi, tako da mislim, da pa tudi s tem na tekmah nimajo težav. Kar se pa tiče mest, je zelo majhna vrednost, po mojem mnenju, da kar boš igral pri U9, da boš igral tudi pri kadetih, mladincih in pol naprej. Se mi zdi, da to se zelo redko zgodi, no. In imaš več možnosti, da uspeš, če znaš seveda več mest igrati. Ampak verjetno pri mladih nadebudnežih je igralno mesto napadalca najbolj zaželjeno. Ja, ali ne? Tudi kakšno presenečenje pride vmes. Recimo lani sem jih imel 10 fantov, ki so hoteli biti na golu, vsak trening. Zelo zanimivo, no, vsaka generacija se glede tega razlikuje. Vemo, da imajo ti fantje ogromno energije, da bi praktično ure in ure radi igrali nogomet, pa me zanima, kako ti to njihovo energijo preusmeriš v tisto delovo koncentracijo, ki pa pri teh letih seveda ne more biti enourna ali uro in pol, kot smo tega vajeni pri starejših otrokih. Ja, probamo, da čim več sami delajo individualno vsak svojo žogo, da nimajo se sploh časa z drugimi pogovarjati in delati neumnosti. Če vidimo, da jim koncentracija pade, dajemo še vedno kakšno nalogo zraven, da morajo skozi razmišljati. Tudi če so recimo v primeru samo, da čakajo na mestu, na podaji oziroma v neki vaji, jim damo še neko nalogo, da morajo razmišljati, ne vem, naprimer kam se odkriti, skipping na mestu in tako dalje. Tako da imajo vedno nečemu morajo razmišljati. No, sedaj pa si pogledamo najlepšo potezo zadnjih 2 tekem ekipe Brava. Kot smo že omenili, igrali so najprej proti Dobu, nato pa proti Iliriji.
Žan, koliko lahko pravzaprav pri selekciji U9 govorimo o ciljih, o pričakovanjih celotne selekcije pred sezono? Ali so tu bolj usmerjeni cilji in naloge, ki si jih trenerji po nekem učnem načrtu, po trenažnem načrtu zadate pred sezono? Ja, definitivno. Tekmovalnega cilja nimamo. Delamo po delovnem načrtu, cilji po temu načrtu morajo biti na koncu sezone izpolnjeni. Tako da več ali manj stremimo temu, tekmovanje definitivno tukaj ni v prvem pomenu. Kako pa je mogoče s prehajanjem mlajših fantov, mogoče kakšen talent pri U9 oziroma pri U8? Imaš kakšne nogometaše, ki so leto dni mlajši, ali imaš generacijo, ki je isti letnik rojstva? Ja, ponovadi probamo v vsaki generaciji priključiti tudi kakšnega mlajšega fanta, ki tam izstopa, ne. Se pravi, da je boljše za njihov razvoj pri teh fantih, ki so sicer mlajši, da trenirajo z eno leto starejšimi. Tako smo do zdaj vedno delali, mislim, da bomo tudi v bodoče. No, sedaj pa si pogledamo še našo stalno rubriko, in sicer rubriko Kaj drugi menijo o nogometnem klubu Bravo. Bravo spremljam že kar nekaj časa, ker tudi, bom rekel, poznam trenerje, ki so na Bravo ali pa so bili. Spoznal sem jih tudi na teh trenerskih izobraževanjih. Mislim, da ima klub in konec koncev gospod Klarič, ki ga tudi poznam že precej časa, jasno zastavljene cilje, želje, ki jih tudi uresničuje. Vem, da zelo dobro delajo z mladimi, da je interes, da se potem čim več teh mladih iz šole, ki dobro deluje, pač transformira v prvo ekipo. Konec koncev tudi v letošnji sezoni igra ogromno fantov iz mladinske šole in dosegajo dobre rezultate in igrajo dobro, pogoje za delo, ki so zelo pomembni, imajo, mislim, da v Šiški zelo dobre. Tako da z vidika razvoja nogometa, razvoja mladih športnikov je take projekte lahko samo za pozdravljati in da bi jih bilo čim več v Sloveniji. V nogometu ni naključje, ne se hecam. Dobro, bila je, jaz sem bil drugo tekmo, dobra tekma je bila v Šiški, mislim, smo jih nekoliko presenetili, kakorkoli. Mislim, smo tudi mi odigrali zelo dobro tekmo, imeli svoje priložnosti, tako da upam, da bomo še do konca prvenstva naleteli na 2-3 ekipe, ki nam bodo ležale in da zberemo te točke, da ostanemo v ligi, če se malo pohecam. Žan, za konec pa me zanima, s čim oziroma na kakšen način bi bil ti zadovoljen po koncu letošnje sezone, torej nekje v maju, juniju 2019, ko boš zaključil z letošnjo selekcijo U9? Jaz mislim, da bom zadovoljen, če bom videl, da fantje, sploh, ko bomo šli na kakšno tekmo oziroma ko bomo igrali tudi na treningu, že jaz rad vidim, da fantje delajo tiste stvari, kar smo jih naredili na treningu, da jih vzamejo kot svoje, da so jih mogoče tudi doma vadili in da to pol iz treninga prenesejo na kakšne tekme oziroma nasploh v igro in pa na koncev tudi v svoje življenje, ne. Omenil si tekme, nisva nič povedala o tekmah. Fantje sedaj še trenirajo zunaj, čeprav je že nekoliko bolj mrzlo, ampak kako poteka pri teh mlajših selekcijah? Treningi niso v snegu, dežju in pa na vetru? V dežju bomo še rekli, da ja, spet odvisen od količine dežja, ne, mislim, če bo igrišče pod vodo, bomo definitivno prekinali, če malo pada, bomo trenirali, to jaz nimam nobenega problema s tem, upam, da tudi fanti in starši ne. Kar se pa tiče zime, je pa res tako, začnemo približno z novembrom trenirati v telovadnici in smo tam do začetka marca. Igrate tudi zimsko ligo? Tako, torej, igramo. Tudi po zimi imajo fantje tekme? Seveda, ja. Se organiziramo, do zdaj smo imeli vsako leto v ŠRC Triglavu v balonu, ker smo imeli na 2 tedna vedno 2 tekme, prijavljeni smo imeli 2 ekipe, tako da imajo fantje čez zimo res velik tekem. Držujemo se pa tudi različnih turnirjev čez zimo, če se le da. Žan, hvala lepa za tvoj čas, ki si ga vzel za oddajo Bravo nogomet in želim tebi in tvoji selekciji U9 obilo nogometnih užitkov. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa tudi hvala za vašo pozornost in ne pozabite, da se vračamo prihodnji teden, ko bo znova na sporedu oddaja Bravo nogomet. Nasvidenje!